Lep pozdrav, spoštovani gledalci in še bolj spoštovane gledalke. Danes pa moram priznati, da imam malo tremene. Navajen sem vse, od Severine do ne vem, Enrique Iglesiasa, do Brusa Willisa, ampak nikoli do zdaj, še pa nisem imel na svoji desni ali levi, ne vem točno kateri, bom rekel, take eminentne in ugledne goste, kot je gospa Vlasta Nussdorfer. Nova varuhinja človekovih pravic. Lep pozdrav in lepo, da ste prišli. Ja, hvala za povabilo. Lep večer, bova preživela očitno. Imate tukaj treme pred mano, ali imam sam jaz pred vami? Ne, jaz nimam treme. Ne, kaj? Se vas nič ne bojim, očitno. Boste tudi vi kmalu izgubili vso tremo, če jo sploh imate, ker vam čist ne verjamem. Malo sem zaigral, ne? Ja, tako. Pa zdaj gost, ne? Tako. Gospod Vlasta, varuhinja človekovih pravic, ne? A imate občutek, da je v Sloveniji sploh še kaj pravic? Lahko sploh še varujete vi pravice, glede na to, da jih baje več ni. Kak je s tem? Jaz nisem tako. Kadar slišiš toliko ljudi, toliko skupin ljudi, da so jim kršene pravice, takrat si rečeš, bom sploh zmogla, bomo zmogli, nisem sama. Torej, ne le vsi, ki smo pri varuhu, torej kar 40 ljudi, tudi celotna družba je odgovorna, da spoštuje pravice. Torej, zdi se mi, da je vsak odgovoren in če bo spoštoval pravice drugega, torej, če bo ravnal z drugimi tako, kot zahteva zase, potem bo kmalu veliko bolje. Ampak, ko ste rekla, da bo to zelo zahtevna naloga, a vas je to pahodno od potomkov to, ali ste sama hotela biti to? Dajte mi to povedati. Kaj mora biti človeku, da v taki grozni situaciji sprejme to nalogo? Bilo je tako, da sem si pred 6 leti, oziroma skoraj 7, bomo rekli, ker se je začel v lanskem letu, se je začel iztekati mandat prejšnji varuhinji, dr. Zdenki Čebašek Travnik. Hvala Bogu, da ste vi njen primek rekla, ker res da ga narobe. Vidite. Se zahvaljujem. Seveda so me začeli spraševati ljudi, ali boste spet. Takrat sem se pa malček še bolj zresala in sem rekla, oprostite, a ste vi mene potem nekajkrat to popoldne klicali? In pravi, ja, je rekla, mi smo vas klicali, predsednik bi rad z vami govoril. Vi se pol pahorju v bistvu niste javljali, kaj hočete reči? Ja, sej nisem vedela, da je on. Jaz nisem poznala njegove številke, oziroma številke urada, se me ni klical on. Absolutno ne, jer nisem imela v imeniku. In sem bila seveda presenečena, ampak tisti hip sem se... Ena redkih ljudi v Sloveniji nasplošno, ki je združil vse poslance skupaj. Tisti dan sem bila tako prav šokirana. Je bila premijerka nova, ne? Ja. Ste razmišljala to? No, ne. A to pa ne? Ne, kje pa. A to vam pa ni? Ne, kje pa. Jaz sem za to delo svoje, to pa ne. No in potem sem šla v dvorano, potekalo je res na hitro, rekli pa so mi zadnji trenutek, z ozirom na to, da imate toliko glasov, lahko tudi nagovorite poslance. In jaz, kot vidite, še znam kar govoriti, ne? Ja, moram vas pohvaliti. Lepo, no. Jaz lahko krti, celo dajo. Zagotovo boste pa pol vi govorili, ne? Ampak še to povem, pa začnite. Povdaj bom, jaz govorim povdaj. Bova pa se tako zmenila. Bravo. No in potem mi je pa kar skoraj vzelo sapo, da sem podpisala, ali pa recimo pogovori po telefonu, samo te dni je treba razumeti in jaz bi res ljudi prosila za malo potrpljenja. Dajte jim mir, ona je komi prišla, ne se aklimatizira najprej, ne htela skozi sklicati pa gnjaviti. Smo se razumeli? Se jaz tako vem, da ljudje komaj čakajo, da imajo hude probleme, ampak dejansko moram najprej spoznati delo, sodelavce, hišo, dajmo temu nazaj. Ja, da bi vi meni malo izničila, meni par teh stvari. Ja, vidite, tako. Se vas poznam, lahko? Ja, no, mislite kakšne prekrške. Ne, kako dolžen sem za mobitel, sem nekaj dolžen. Ne, to bo treba kar plačati. Ja, vidite, moramo vsi spoštovati, nič, to pa ne poštuje. Lejte, pravni red vzdrži samo, če bomo vsi izpolnjevali obveznosti. Torej, vi ste podpisali, vi ste dolžni. Seveda pa pridejo lahko posebne okoliščine. Zbolite. Veliko krivic zdaj opažam, ko dobivam te pobude. Zdaj imam nek pregled, čeprav v enem tednu, a veste, še ne moreš imeti. In sem prav presenečena, s čim vse se varuh ukvarja. Ljudje po mojem sploh ne vedo. Vse. Od zraka, vode, vseh krivic, karkoli se dogaja v tej družbi, vse pride k varuhu. In
Hotel sem reči, da imamo samo še nekih 6 ali 7 minut. A res tako hitro? Ja. Pa zdobite 6 minut govorite. Jaz sem hotel vprašati. V Barbari Brezigar sem hotel uro z vami govoriti. Tako je lepo, da bova to preskočili. Tako da zdaj nama je za Barbari Brezigar zmanjkalo časa. Lahko vam pozdravimo. Pa jaz sem hotel govoriti, ste imeli eno frko po domače rečen z enim blogerjem, Don Marko M, če se ne motim. Ja, ampak to je bilo čisto v redu, veste kaj, tega pa lahko malo na hitro obdelava. Ja, tega sem spoznala, gledajte, vse je v redu. Jaz sem tožilka še vedno v mirovanju in spoštujem vse kolege. Tako bomo rekli, ko se je pojavila koroška deklica, ja, so vsi to. To sem še hotel vprašati vas, gledal sem malo za nazaj te izbore za Slovenko leta. A se vi zavedate, da ste bila leta 2004 nominirana skupaj s Hildo Tovšak? Ja, veste, da sem sliko videla. To ste malo znali, to je pa ironija. Ja, samo takrat Slovenka leta je postala Irena Grafarova. Torej, izbor je bil kar lep, za tiste čase je bila očitno ona nominirana kot gospodarstvenica. Vsak od nas je bil v neki kategoriji. Jaz za Beli obroč in delo v nevladnem, potem seveda so bile neke umetnice, bilo je zelo veliko nominiranih. Zdaj ste pa vi varuhinja človekovih pravic, ona pa v zaporu, ne? Ja. Se življenje obrne, ne? Veste, se tudi izbor včasih najvplivnejših, recimo, gospodarstv postala tudi Slovenka leta. Mislim, da imamo samo še 2 minute, sploh ne morem verjeti, vse, nič vas ne morem več vprašati, kaj je konc, ne? Vi pa vejte, kaj je. Hotel sem vam sam pravi, jaz ne bom o nas govoril, hotel sem vas to vprašati, ne? Zasebno doma, v službi ste to, v službi ste tam, pa ono, pa drugo, pa tretje, čim se sproščate, kaj filme gledate, glasbo poslušate, hodite na masažne salone, kaj delate? Kje imam pa jaz čas za gledati filme? A mislite, da imam, jaz ko prijem domov še... Filmi so cool. Ja, ampak jaz gledam lahko samo poročila in take oddaje, ob katerih lahko še delam. Ker če gledam film, se mi kdaj zgodi, veste, pa mi je zelo žal potem, je dober film, jaz ga začnem gledati in potem ne neham. In potem namesto, da vem, ampak jaz pa ne naredim tega, kar bi morala in 10 ljudi ne dobi odgovora. Tako da jaz pridem pozno, predvsej doma običajno pri odmevih šele. In sem zelo vesela, če lahko odmeve pogledam, ker malo zvem, kaj se dogaja. Jaz celo v zadnjem času nimam niti najprej do časa skočiti na Google ali pa na 24 ur, vse imam not. Ampak moram reči, da celo ta teden, prvič, ko dobivam lepo časopise, imamo svoje odnose z javnostmi, krasno službo, ampak sem jim kar prepustila, da vse to berejo in pogledajo, ker dejansko ni časa, ni bilo, ampak ga bo. Upam, da bo čas, tako da jaz se sproščam, kar mi grede tako v življenju, v pogovoru. Recimo to, da sem bila nocoj z vami, je za mene sprostitev. To ni bilo delo, jaz sem bila rada tukaj, imela sem možnost kaj povedati, zato se ne pripravljam, ker pravijo, če govoriš resnico, se ti ni treba nič naučiti, ne nosim listkov s sabo, ne. In je bilo lepo. In to vidite, za danes sprostitev rečva. Lepo. Jaz torej ne mogu biti za varuha dosti dober, ker rečem, filme gledam, ne, in ne bi se temu odpovedal. Za na konec pa zadnje vprašanje. Janez Janša vam je že pisal, da se mu krivice dogajajo? Ne, ampak mi je pa čestital. Čestital pa je? Ja, čestital, zelo lepo. Pisal pa nekaj, da bi mu kaj pomagali? Ne, se gledajte, politiki si lahko tudi sami pomagajo, k meni, tako kot ste rekli, se zatekajo ljudje, ki živijo bolj na obrobju. Politika je sama dovolj močna, jaz mislim, da politika sama vsak dan lahko vpliva na marsikaj. Sam vas bo poklical, Mi je pa lepo, če se ampak vas bo rabo, čez kako leto 2 vas bo rabo? No, varuha mar zdo rabi in jaz sem čist enaka do vseh. Jaz vas lahko pokličem? Lahko, mirno. Lejte, javlja, ne vem, če se bom, ker vam ponavadi sklopljen telefon. Lahko pa pišete v naš, recimo varuh, ne, lahko tudi moje ime varuh-rs.si, lahko pokličete na našo številko. Mi imamo čudovito spletno stran, tam dobite vse informacije, obrnite se, z resnimi problemi so tudi kakšni z neresnimi. Ja, in takrat se vam bomo posvetili, eden od teh 39 bo vaš primer. Jaz bom pa prebrala, vse dobim. Ja, in potem, če bo odstopalo, da bo res huda krivica, pa da mogoče bo krivica širše. Včasih iz ene krivice enega človeka ugotoviš, da se to dogaja tudi drugim in takrat je to družben problem. Takrat se mu posvetimo še drugače. Gospa Vlasta, bilo mi je včasih, da ste bila moja gostja, bi vas mogel pa povabiti zdaj še enih 5-krat. Da bi kaj povedala, ne? A res? Ja, vidite, zdaj
se za vse zmanjka. Včasih jaz pravim, da se vse zgodi z namenom in da je že za kaj dobro. Dobro. Zadnji stavek za naše gledalce? Želim čim manj krivic. Čim manj krivic. Lepo zdrav do naslednjega tedna, ko z nami ne bo Vlaste Nussdorfer, ampak nekdo čist drug. Lepo zdrav, pa čim manj krivic, pa ne ognjaviti, dokler se ne aklimatizira preveč. Ajde.